Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Ja, cenjeno občinstvo, seveda, ko nastopajo naši asi, malo zamujamo, ampak upam, da je opravičilo na mestu. Pospremili smo nekdanjega kolesarja Novomeškega kluba, našega Primoža, na vzponu na Valter. Zanimivo, ne? To je v Pirenejih. Ampak sedaj le za uvod. Dober dan prav vsem, ki ste si vzeli čas tole torkovo popoldne. Tamle po vse piše 30 let, marsikaj smo v zadnjem obdobju praznovali s to številko 30 in prišel je tudi čas, ko bomo kakšno rekli o 30-letnici dirke po Sloveniji. Naj mi bo dovoljeno, da najprej predstavim sogovornike, ki bodo danes sodelovali na tej okrogli mizi, ki je istočasno mišljena tudi kot novinarska konferenca. Za vse kolegice in kolege novinarje pa že takoj na začetku opozorilo, da vprašanj iz auditorija ne bo, bodo pa vsi, ki so tule za mizo, kasneje na voljo za pogovore 1 na 1, tako da bi lepo prosil, če bo to možno tudi upoštevati. Hvala lepa. Cenjeno občinstvo, začnemo pri predstavitvi. Seveda je na čelu dama te predstavitve, naša neumorna Mojca Novak, predsednica kluba in seveda tudi predsednica organizacijskega odbora dirke po Sloveniji v tem trenutku. Potem tule na moji levi strani, seveda z vaše strani na desni, težko bi rekel, da bi našli nekoga, ki je dal tak pečat kot predsednik naše kolesarske zveze, kot gospod Boris Lozej, ki prihaja iz Nove Gorice. Takrat, ko se je dirka začenjala, pa je bil gospod Lozej v vlogi podpredsednika Kolesarske zveze Slovenije in pa tudi član organizacijskega odbora tiste uvodne dirke v maju leta 1993. Sedaj se moram zaustaviti kar takoj pri rumeni majici. Ja, vmes je dirka marsikaj spreminjala, tudi majico oziroma barvo majice za najboljšega. Tule je 30 let stara majica, rumena, ki jo je takrat osvojil Boris Premožič in je seveda tudi z nami prvi zmagovalec dirke. In pa še dva, ki sta stopila takrat na zmagovalni podest v Novem mestu. Srečko Glivar, lahko bi rekli tudi prvi zmagovalec Vršiča v tisti prvi izvedbi, in pa Gorazd Štangl, če se ne motim, malo mlajši od preostalih dveh, ampak že tedaj je nakazoval vse tisto, kar je kasneje opravil v svetu kolesarstva. Ogromna čast je tudi, da je z nami danes Primož Čerin, eden najboljših kolesarjev slovenskih, ki so odšli v tujino, tudi eden prvih. Vinko Polončič je bil tisti, ki je prvi odkorakal, če se ne motim takole iz glave, pa prvi, ki je bil na cilju na Elizejskih poljanah na slovitem turu, prav naš sogovornik Primož Čerin. O tem, kaj slovenskemu kolesarstvu dal in kaj pomeni v tem trenutku Martin Hvastija, to vemo vsi, dobesedno človek, ki se na vsakem koraku še vedno razdaja v kolesarski svet, športni direktor Kolesarske zveze Slovenije in pa neutrudni in pa nepozabni komentator tudi na TV Slovenija, ko govorimo o kolesarskem dogajanju. Gospod Novakovo smo predstavili in pa še eden izmed tistih, ki so krojili najprej kolesarstvo na cesti, sedaj pa ga že lep čas kroji, čeprav ne rad sliši to iz pisarne, kajti njegova pisarna je najraje avto in pa cesta, ko postavlja traso, tudi dirke po Sloveniji, naš Bogdan Fink. Torej, dame in gospodje, začeli bomo pa seveda s pozdravnim nagovorom
župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija, ki nas je znova tako lepo pričakal v njegovem prelepem mestu ob sanjavi Krki. Izvolite. Spoštovana predsednica in direktor, spoštovani eminentni gostje, spoštovana gospa Gole, generalna direktorica Adrie Mobil, cenjeni vsi ljubitelji in gostje, ki ste verjetno vsak na svoj način neločljivo povezani z kolesarstvom, z kolesarsko dirko po Sloveniji in seveda na nek način s tem tudi z Novim mestom. Kolesarska dirka po Sloveniji ima v 30 letih stalnico, ta stalnica je glavni trg, cilj v Novem mestu in verjamem, da je to nekaj, kar smo Novomeščani ponosni, to je tradicija, ki je v zadnjih letih postala nekako tudi del naše identitete in ko smo prenavljali glavni trg pred leti, smo seveda tudi v projektno nalogo napisali, da je to prostor, kjer se odvijajo mednarodne kolesarske dirke. Torej nekaj, kar je v 500 letih, 600 letih, kolikor ta prostor zaznamuje center Novega mesta, dobilo tudi eno poseben pečat v zadnjih desetletjih in zato seveda ste pozitivno odgovorni, krivi ravno kolesarji. Novo mesto je s kolesarstvom seveda povezano prek uspehov našega kolesarskega kluba, preko uspešne organizacije, ki sega ne samo v slovenski prostor, ampak v mednarodni prostor največjih dogodkov. In dejstvo je, da danes lahko govorimo, da je Novo mesto olimpijsko mesto, ne samo zaradi uspešnih športnikov, tudi nekaj kolesarjev je bilo udeležencev olimpijskih iger, ampak zato, ker tukaj razvijamo olimpijski center, ki je tudi na nek način edinstvena infrastruktura v slovenskem prostoru in ravno v petek smo imeli na obisku pomembno delegacijo Olimpijskega komiteja, ki je potrdila to našo pot, da tukaj bo v polni podpori slovenskega športa nastajal pomemben slovenski športni olimpijski center in sicer center za kolesarstvo, atletiko in triatlon. Torej, to so tisti mejniki, ki nekako nas povezujejo kolesarstvo, Novo mesto in dirko po Sloveniji in seveda za zadnja 30 letja lahko predvsem ugotovim, da je dirka po Sloveniji znala odgovoriti na izzive, znala se razvijati naprej. Poznamo ta izreden pogum, ki je bil potreben, da je padla odločitev za prenos na Eurošportu, pa vemo, kaj vse to je prineslo v slovenski prostor in seveda zakaj lahko danes govorimo o športni prireditvi, ki na nek način povezuje daleč največji del Slovenije. Odgovorila je tudi na izzive, vidimo, da je prehodila pot od rumene do zelene majice, torej svet se spreminja in seveda tudi športni dogodki morajo odgovarjati na te izzive in tukaj seveda ponovno lahko rečemo, da dirka po Sloveniji tudi te izzive zna zaznati in jih tudi nagovoriti. Tako da čestitke ob teh 30 letih, predvsem pa zahvala vsem tistim, ki ste morda v ospredju ali pa tudi v ozadju te dirke odigrali pomembno vlogo in seveda, kot vidimo, se ta tradicija tudi z letošnjo najavo še nadaljuje in se jo veselimo. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu. Seveda se že veselimo tudi nedelje, pa tiste nedelje v sredini junija, 18. junija, ko nas bo pod svojo mestno hišo sprejel na cilju gospod župan Macedonij ob najprej veliki nagradi Adrie Mobila in pa seveda v nadaljevanju tudi ob zaključku 29. kolesarske dirke po Sloveniji. Rekel sem 29. je pa 30 let, bolje rečeno 3. maja bo 30 let, ko so nas povabili. Spomnim se, kako so novinarje pobirali s kombijem, ki ga je poslal gospod Majes
v Ljubljano, potem pa je pred vsako hišo ta kombi pobral takratne novinarje, ki so vse skupaj spremljali potem v prvi izvedbi kar 7 dni od ponedeljka do nedelje. Kaj bi govoril jaz, če so tule tisti, ki vedo več? Gospod Boris Lozej, ni bilo enostavno, najverjetneje. Takrat se je slovenski šport šele postavljal. Vemo, da so nas mednarodne športne inštitucije kar zares hitro sprejele medse. Kako pa je bilo s kolesarstvom tedaj, leto 93? Hvala lepa za besedo. Vsem zelo lep pozdrav, vsem akterjem. Sem zelo ponosen, da lahko tukaj povem prav začetki, ki so se zgodili v Ljubljani na predsedstvu, vendar ne preveč obetavno. Glavni akterji, ki so bili Rok, Sava, Malček, tudi Celje, nastajajoč Ptuj in zelo spodbujajoč kolesarski kolektiv Krke, takrat iz Novega mesta, z gospodom Majasom na čelu, ki je prišel z idejo na predsedstvo, da bi rad organiziral slovensko dirko, se pravi dirko po Sloveniji, kot ene vrste nadomestek Alpe Adrije. To prvo moram se spomniti, da ni bilo najbolj pomembno, ker zmeraj je denar tisti, ki štrene meša nepotrebno in nekateri so zelo ostro nasprotovali, ker moramo povedati, da licenco za dirko ima Kolesarska zveza. Takratni predsednik, gospod Dušan Janežič, je bil zelo zadržan, ni imel kaj, bil je tudi vesel, da bo dirka, vendar nekateri so bili proti dirki samo zaradi tega, da Novo mesto ne bi bilo prvo in ne bi mogoče preveč zaslužilo pri tej dirki. No, tako se je končala tudi prva, mislim, da druga seja tudi, no, potem smo se pa nekako dobili in ker smo, jaz bil nekako iz periferije in ne vmešan v te nepotrebne kolobocije, ko rečemo Primorci, sem bil z pooblastili poslan na sestanek in z gospodom Majesem sva se dobila na Otočcu in dejansko dobili en lep kompromis, da dirka mora biti, to je bilo glavno, in da se bomo, ko bo velik uspeh dirke najprej po športnem področju, da se bo dejansko pisalo o lepi Sloveniji, takrat je bilo 8 etap te dirke, bomo šele kasneje govorili o tistem dobičku in tako imenovanem pričakovanem, kaj bo, in dali ali zelo veliko zahvalo ali pa mogoče tudi kritiko ali pa ne kritiko. No, in tako smo dobili ta kompromis in gospod Majas je speljal dirko. Takrat mu je zelo dosti tehnično pomagal tudi gospod Radivoj Pečar, ki je bil tudi takrat v nekako vrhu za Mec, no, tudi njegova dirka, Lonjer, no, takrat so bile glavna dirka, tudi vsak ta klub je imel svojo dirko, no, in Rok, in Sava, in Celje, in Krka, tudi Ptuj je potem nastal in ta Lonjer dirka, ki je bila vsakokrat v marcu mesecu, no, in je bil tehnično podkovan, da je lahko dejansko izpeljal to. To so prvi koraki, no, in sem zelo vesel, da je ta dirka uspela in da danes ali pa zdaj letos bomo dejansko spremljali že 29.